Se pogosto dolgočasiš pri fiziki? Ti pogled konstantno uhaja skozi okno k delavcem, ki pijejo kavo iz avtomata z dodano saharozo? Ali pa k prepotenim športnikom, ki so dokončno izmučili svoje mitohondrije? Ni zato, popolnoma razumem. Na srečo pa se čas pri naravoslovnih predmetih velikokrat krajšamo z raznimi poskusi. No, vsaj, če ne pridemo na vajo na tekačih z raztrganimi hlačami. Če pri kemiji ne izdelujemo tetraedrov, ugotavljamo kemijskega ravnotežja ali pa urejamo enačbo polnega gorenja, se radi zadržujemo v laboratoriju, kjer novo pridobljeno znanje pogledamo z zornega kota molekul. V teh časih to še posebej pogrešam. No, na srečo pa imamo možnost za izvajanje poskusov tudi doma. Tudi pri fiziki lahko globoko ugrizneš v listnovo jabolko in tako dokažeš marsikatero načelo. Ta eksperiment je dokaj enostaven, vendar pred samo izvedbo prej opozorite sosede, da ne bo kdo mislil, da se strelja. Učilink ne prejemajte z rokami, ker smo jih prej 5 minut gledali. Le na hitro jih obrnite in tukaj je rezultat. Če želiš izvedeti, zakaj od pitja Red Bulla dobiš krila, tega ne boš izvedel tukaj. Lahko pa ti pokažem, da Red Bull ni edina pijača, ki ima letalske sposobnosti. Morda veš zakaj? Ne? Takoj ti pokažem. Odpreš vrečko in iz nje stežeš vsebino. Dobiš takle tulec, vrečko prižgemo in čez nekaj trenutkov nekdanja vrečka začaj postane leteča. Izkupiček naučenega znanja pa lahko izkoristimo tudi pri laboratorijskih vajah iz biologije, kjer se na delovnih površinah lahko znajde tudi ribjo polt. No, doma ribje očesa niso najbolj pogosta, so pa v pogosti uporabi pecilni prašek, soda bikarbona in drugi pripravki. No, kot si ugotovil, je naravoslovje veliko več kot le pisanje enačb in izpeljevanje konstant. Oglasi se naslednje leto, da bomo iz kemijskega laboratorija razpošiljali vonjave po hodnikih, Spuščali vozičke po klančinah ali pa opravili kar 2 muhi na en mah, nabrali rože za simpatijo, sproti pa naredili še nalogo za biologijo.